Slavnostno odprtje projekta Temeljne kompetence 2023-2029. Festival inovativnosti, znanosti in ustvarjalnosti mladih Izum 2024. Miklošičevi dnevi na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. Spoštovani gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Dogodki. Za vas smo pripravili zanimive vsebine iz Pomurja. Vabljeni k ogledu. V prostorih Doma Penine v podjetju Radgonske Gorice je potekala konferenca projekta z naslovom Temeljne kompetence 2023-2029 konzorcija Ljudska univerza Murska Sobota za regijo Pomurje, ki jo je organiziral konzorcijski partner projekta Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona. Na konferenci so predstavili programe, ki se bodo izvedli v okviru tega projekta. Slavnostna otvoritev projekta Temeljne kompetence 2023-2029 je potekala v prostorih Doma Penine v Gornji Radgoni, ki ga že na Ljudski univerzi Murska Sobota izvajajo skupaj s konzorcijskimi partnerji, ki so Ljudska univerza Lendava, Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer in ustanova Lokalna razvojna fundacija za Pomurje. Veseli smo, da smo dobili to priložnost, da smo v bistvu kot najmanjša ljudska univerza v tem konzorciju dobili priložnost, da gostimo otvoritveno konferenco. Projekt je pomemben ne le za našo regijo, ampak tudi za celotno regijo. Se v bistvu po celi Sloveniji se izvaja projekt Temeljne kompetence 2023-2029. V namenu projekta Vučak Hribar pove: Bistvo projekta je, da ljudem omogočimo, da sprejmejo, da je znanje tista vrednota, ki jo moramo negovati vso življenje. To je bistvo vsega. S projektom povezujemo naše predavatelje, organizacije, znanje, ljudi in v bistvu predstavljamo neko dodano vrednost lokalnim skupnostim. Kot je povedala Vučak Hribar, je bilo izobraževanje odraslih že včasih zelo pomembno. Kako pa izobraževanje odraslih učinkuje na njihovo osebnostno rast, pa v nadaljevanju. Ravno sem brala iz Vestnika in pa iz Murske straže, ki v bistvu so že takrat obstajala prosvetna društva, ki so širila znanje izobraževanja med odraslimi ljudmi. Danes pa v bistvu izobraževanje odraslih pokriva celotno paleto od najmlajših generacij vse do najstarejših in v bistvu pripravlja vsakega posameznika, da lažje stopi na trg dela, da najde mogoče neko novo priložnost tako v službenem, se pravi poslovnem svetu, kakor tudi skrbi za svojo osebnostno rast. Projekt Temeljne kompetence 2023-2029 je po besedah Dragane Vučkovič, vodje konzorcija za projekt, namenjen predvsem izobraževanju odraslih, k izboljšanju njihovih temeljnih kompetenc, k izboljšanju položaja na trgu dela, k socialni vključenosti in digitalni kompetenci, ki jo danes vse bolj potrebujemo. Projekt ima za ciljne skupine odrasle, ki so z največ srednješolsko izobrazbo, se pravi z nekoliko nižjo izobrazbo, potem starejše od 55, ki so še vedno aktivni, tujce in zapornike. In v projektu se bodo izvajali različni programi, od javno veljavnih programov, s katerimi posamezniki pridobijajo, da tako rečemo, javno veljavno izobrazbo, kot so užu programi, kot slovenščina, kot drugi in tuji jezik, računalniška pismenost za odrasle, do cele palete neformalno izobraževalnih programov, v katerih se pač posamezniki udeležijo različnih tečajev, za katere smatrajo, da jim bodo pomagali v življenju. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije iz socialnih skladov plus in strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije. Programi, ki se bodo izvajali v okviru tega projekta, so po besedah Vučkovič za izobraževanje odraslih izrednega pomena. Moram poudariti, da je to že tretje nadaljevanje
tovrstnega projekta, v katerem ponujamo izobraževanje odraslim na različnih nivojih, za različne njihove potrebe, ampak vse s ciljem, da se izpopolni njihovo življenje, da se izboljša njihov položaj v tej družbi oziroma pri zaposljivosti. Konference projekta se je udeležila tudi županja občine Gornja Radgona, ki je povedala, da s takim načinom izobraževanja izboljšamo zdravje naših možganov, predvsem v našem 3. življenjskem obdobju. In jaz kot županja občine Gornja Radgona lahko rečem in trdim, da sodelovanje z knjižnico Gornja Radgona oziroma to inštitucijo, ki danes organizira ta posvet, je izjemnega pomena za lokalno skupnost in jaz se veselim našega skupnega nadaljnega sodelovanja. Tuš Mavko je ob tem še povedala, da so v letošnjem letu uspeli sanirati knjižnico Gornja Radgona, kateri vsako leto zagotavljajo finančna sredstva za nakup obveznega čtiva in si sodelovanje s knjižnico želijo še naprej. Ljudska univerza je bila uspešna na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije ter pridobila finančna sredstva za izvajanje projekta Temeljne kompetence 2023-2029. Ja, super, ko smo ga dobili, ne. Projekt je vreden 3 milijone evrov. Na tem mestu bi seveda pozdravil super participacijo naših partnerjev, Ljudska univerza Lendava, Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, kjer smo danes oziroma kjer smo v Radgonskih Goricah, Lokalna razvojna fundacija za Pomurje in pa seveda Gimnazija Ljutomer. Me zelo veseli, da smo prišli na ta dogodek, da se ga tudi javno obeleži. Sicer projekt že izvajamo s polno paro, izvajali ga bomo leto do 2029, tako da še vsi, ki še niso pri nas bili oziroma pri partnerjih, vljudno vabljeni. Udeležba je brezplačna za vse polnoletne člane z seveda projektnimi pogoji. Več o tem bodo povedali seveda svetovalci, za tiste zainteresirane, če bodo naslovili ustanove, bodo dobili podrobne podatke, kdo lahko pride v tečaj in kdo ne. Tako da se seveda veselim tudi uspešni izvedbi projekta skozi leta in seveda je tudi, kako bi rekel, projekt je velik finančni zalogaj, kar pomeni, da je tudi birokratsko in izvedbeno zelo zahteven. Verjamem pa, da imamo super ekipo, pa da bo vse to zrihtala, kot je treba. Konferenca je bila obogatena s kulturnim programom in s kratkim humornim uvodom na temo izobraževanja pod taktirko Tilena Artača. Po konferenci je sledila pogostitev z domačimi pregrizki, pijačo in sladkimi dobrotami. Projekt bo trajal do 30. junija 2029. Projekt sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija. V centru Maximus v Murski Soboti je potekal festival inovativnosti, znanosti in ustvarjalnosti mladih Izum 2024. Namen festivala je mladim na zanimiv način prikazati ustvarjalnost, znanost in gospodarstvo. Regionalni center Zveze za tehnično kulturo Slovenije z sedežem v Murski Soboti je v centru Maximus organiziral že tradicionalni festival inovativnosti, znanosti in ustvarjalnosti mladih Izum 2024. Festivala, ki ga vsako leto pripravita Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Regionalni center Murska Sobota in Zveza za tehnično kulturo Murska Sobota, se je udeležil podžupan mestne občine Murska Sobota dr. Timi Gomboc in predsednik Zveze za tehnično kulturo Murska Sobota, pomurski akademik dr. Mitja Slavinec, kateri je hkrati uradno otvoril letošnji festival. Za barvitost festivala pa so s plesom in petjem pod vodstvom vzgojiteljic poskrbeli najmlajši iz vrtca Murska Sobota iz enote Ringaraja. Namen festivala je mladim na zanimiv način prikazati ustvarjalnost, znanost ter gospodarstvo. Na festivalu se lahko mladi skupaj s svojimi mentorji, svojimi starši in z drugimi obiskovalci družijo, ustvarjajo, izmenjujejo ideje ter ustvarjajo priložnosti za nadaljnje sodelovanje. Namen festivala Izum, festivala inovativnosti, znanosti in ustvarjalnosti mladih, je približati mladim in pa seveda tudi širši javnosti te potencijale, ki jih mladi imajo. Torej vso to njihovo raziskovalnost, ustvarjalnost, ki jo tekom šolanja, med študijem in ob šolskih dejavnostih tudi se sami udeležujejo. Zveza za tehnično kulturo ponuja mladim nadobudnim generacijam naravoslovne in tehnične veščine, raziskovanje, reševanje problemov, predvsem pa si vestno prizadeva k spodbujanju mladih umov in to že skoraj 70 let. Letos so v Regionalnem centru Zveze za tehnično kulturo Slovenije v Murski Soboti organizirali že 28. festival.
Začeli smo z dnevi odprtih vrat, zatem smo nekako prerasli tako po vsebini kot tudi obsegu. Pred leti so se pač dnevi odprtih vrat preimenovali v razstavo Mladi za napredek Pomurja, ki pa je z leti potem rasla po širini, vsebini in smo tako potem poimenovali festival Izum. V zvezi se zavedajo, da je mladim in njihovim mentorjem potrebno zagotoviti okolje, v katerem bodo ustvarjali in se s svojimi dosežki pokazali širši javnosti, in prav to je pripomoglo k temu, da so se v zvezi odločili za organizacijo odprtih vrat z razstavo ustvarjalnosti kot osrednjim dogodkom, ki je potekala v prostorih centra Maximus. V teh dneh, torej pod okriljem festivala, poteka razstava ustvarjalnosti, ki se ga udeležujejo pomurske osnovne in pa srednje šole, predstavljajo svoje dosežke tekom šolskega leta. Pripravljamo različne delavnice in predavanja, tako bomo posvetili tudi nekaj pozornosti logike. Logika je namreč eno izmed najbolj močnih tekmovanj zotke, tako da se bodo tudi mladi logiki preizkusili v lingvistiki. Festival se je pričel na gimnaziji Murska Sobota z astronomskim opazovanjem in predavanjem Bojana Jandršiča z naslovom Sončni mrk. Naslednji dan je sledila otvoritev in razstava ustvarjalnosti z ustvarjalnimi delavnicami ter zanimiva predavanja o šoli na Šrilanki, o stresu in gibanju. V četrtek pripravljamo tudi svečano akademijo, na kateri bomo podelili priznanja najboljšim logikom. V tem šolskem letu smo že opravili tekmovanje iz logike in lahko se pohvalimo, da v Prekmurju imamo kar veliko, v Pomurju imamo kar veliko zlatih in srebrnih logikov. Tako bomo tem podelili priznanja. Podelili bomo tudi priznanja raziskovalnim šolam, priznanja za dosežke na razstavi Iztoka Zrinskega, ki je razstava v sklopu festivala Izum, ter podelili bomo tudi priznanja najboljšim mentorjem in pa razglasili najmentorje za leto 2024. Na slavnostni akademiji regionalnega centra zveze so bile podeljene tudi plakete z nazivom Raziskovalna šola. Torej, status raziskovalne šole podeljujemo namreč šolam, ki tekom šolskega leta sodelujejo v različnih raziskovalnih programih, se udeležujejo različnih projektov in pa tekmovanj, ter na ta način potem izberemo raziskovalne šole in pa seveda najraziskovalno šolo posameznega področja. Razpis je namenjen vsem osnovnim in pa srednjim šolam v Pomurju. Vrtec Murska Sobota na festivalu Izum sodeluje že kar nekaj let. Pripravili smo pa razstavo otroških izdelkov, ki so nastale v prejšnjem šolskem letu, in sicer v oblikovno-tehničnem krožku in pa v naravoslovnem krožku. Nekaj izdelkov je tudi, kateri nastanejo pač določene skupine, je na razstave. Razstavljamo pa nekaj izdelkov, ki so narejeni iz lesa. Se pravi, ustvarili smo Človek ne jezi se, igrico 3 v vrsto, razstavljamo izdelke, ki so narejeni s pomočjo preproste statve, kjer otroci tkajo volno skozi statve, potem vrtavke iz lesa in pa tudi iz kartona nekatere. Razstavljamo pa tudi odejo, ki je nastala iz rabljenih odpadnih oblačil. Ta je prejela tudi nagrado lansko šolsko leto. Oddelek s prilagojenim programom pa je pripravil interaktivno tablo. Tu so ustvarjali bolj odrasli, ker te otroci še niso vsega tega zmožni, jo pa koristijo, ker se na drugačen način, s tem, da se igrajo. S pomočjo festivala lahko po besedah pomurskega akademika dr. Slavinca pripomorejo k temu, da bo znanje ostalo še naprej pomembna vrednota v družbi. Spet en lepi den, posrečilo se nam je tudi te Izum pripeljati do otvoritve. Se ne je nikdar bilo vprašljivo, pokeč imamo takšne dobre mentore po šolaj, pokeč imamo takšne učitelje, ker je to resno delajo, nekak poklicli, kako svoje poslanstvo, in smo toliko bolj veseli. Ko ti s takšnim dogodkom pripomoremo k tome, kada je znanje ostala pomembna vrednota v družbi, zato ko brez znanja nam družba ne bi napredovala. Udeleženci festivala so si po uradnem odprtju festivala ogledali razstavo ustvarjalnosti in se udeležili tudi ostalih dogodkov v sklopu festivala.
V zvezi načrtujejo obdržati ta festival tudi v naslednjem letu, ki si ga po besedah Kozar Balek želijo nadgraditi ter dopolniti z morebitnimi dodatnimi vsebinami. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer že 20. leto zapored v novembru organizira Miklošičeve dneve. 20 let zapored na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer prireja Miklošičeve dneve, s katerimi se poklonijo spominu na enega največjih slovenskih jezikoslovcev in slovanskih filologov Francu Miklošiču. Srednješolska ustanova, ki je poimenovana po tem velikem Prleku, je tudi letos organizirala bogato dogajanje in to pod naslovom Jezik živi. V tednu od 18. do 25. novembra so se zvrstili projektni dnevi, delavnice, ekskurzije, predavanja, pogovori in predstavitve. Še zlasti je pozornost med dijakinjami in dijaki ter profesorji bila namenjena predstavitvi novo izdane pesniške zbirke Dozorevanja njihove profesorice francoskega jezika Lidije Kos. Predstavitev je zaobsegala branje pesmi in razmišljanje o njih, literarni pogovor z avtorico, ki ga je vodil profesor Saša Pergar, glasbeni utrinki ter zelo dopadljiva scena. Po predstavitvi smo avtorico pesniške zbirke Lidijo Kos povabili pred kamero in mikrofon ter jo povprašali, kateri ciljni skupini ljudi je namenjena zbirka in kaj je zapisala v njene pesmi. Sem še vedno pod vtisi te lepe prireditve, ki nam je z dijaki skupaj in z mojim kolektivom zelo lepo uspela. V svoji zbirki sem želela nagovoriti človeka prihodnosti oziroma kakšen svet bi naj nastal v prihodnosti, kakšne vrednote mi sedaj v tem trenutku krvavo potrebujemo. Zbirki sem dala naslov Dozorevanja, ker se mi zdi, da človek vso svoje življenje vsako leto na novo dozoreva in nikoli ne dozori do konca. Če pa že dozori do tistega svojega vrhunca, pa kot listje na drevesu v tistem trenutku tudi odpade in odide v večnost. Torej nagovarjam pa ljudi današnjega sveta, da razmišljajo o lepem svetu v prihodnosti, da razmišljajo veliko o sočutju, o ljubezni, o miru, o svobodi, kajti to so vrednote, ki jih mi še kako v tem trenutku potrebujemo in kakršen svet bi naj v prihodnosti nastal. Vemo pa, da misli postajajo resničnost, zato je pomembno, o čem razmišljamo. Zbirka pesmi je sestavljena iz 2 delov. V prvem so pesmi, v drugem razmišljanja. Izzivi tudi srednješolski populaciji bralk in bralcev. Zdi se mi, da branje zadnja leta gre malo v pozabo oziroma so ga pospravili nekam v predale, da so bolj aktualne neke druge napravice, kar je pa velika škoda, ker nas to seveda nam jemlje našo osebno razmišljanje in tudi človeško dostojanstvo. Smo pod vplivom razmišljanja nekoga drugega, ne razmišljamo sami. Če pa beremo knjigo sami, sploh poezijo, ki je vrhunec in vse tisto strnjeno, kar človek doživlja, naše najvišje misli se izrazijo skozi poezijo, če to beremo, potem sami resnično razmišljamo in smo tudi sposobni ustvariti nekaj izvirnega, inovativnega, pomembnega za našo skupnost, za svet v prihodnosti. Dogodek je bil skozi podajanje pesmi, pogovor in glasbo celostno zelo izvirno oblikovan z zaključkom in izvedbo francoskega šansona. Na koncu se je vse strnilo v tako eno čudovito melodijo, čeprav na začetku še zdaleč nismo vedeli, kako sploh bo, če bomo sploh izpeljali to prireditev. Ampak evo ga, vse se da, le volja je potrebna. Ob tem trenutku se iskreno zahvaljujem svoji gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, vodstvu, ki je sprejelo odločitev, da smo takšno prireditev sploh lahko izpeljali, in pa seveda svojim kolegom, ki so me pri tem podprli tako za sceno, kot za glasbo, kot s profesorjem, ki je vodil ta intervju, profesor Saša Pergar, in pa seveda svojim čudovitim dijakom, brez katerih pa profesorica francoščine sploh ne bi obstajala. In res ta zaključna
melodija v Champs-Élysées je bila pika na i, je nekako povezala vso mojo bit, vse to, kar sem, v eno čudovito celoto. Pred to pesniško zbirko je Lidija Kos že poprej, leta 2020, izdala pesniški prvenec z naslovom Izzivi sodobnega človeka. Kaj lahko pričakujemo od avtorice v prihodnje, saj ji ustvarjalni navdih ne usiha, zraven tega pa je iz dneva v dan med dijaki frankofoni. Zdi se mi, da sem še kar naprej zelo mlada in da bom še veliko tega lahko napisala, sploh zdaj, ker sem sprostila to žilico umetnosti in da je kanal začel teči in da kar vedno znova nekaj nastaja, da bo kmalu spet nekaj novega, s tem, da bi se pa tokrat mogoče preizkusila v pisanju romana. Je morebiti ta ustvarjalna žilica, želja po pisanju pesmi obstala že v njenih mladostniških letih? Tudi jaz sem pisala že v svoji mladosti, predvsem sem ta zapisovanja imela v dnevnikih, ki so pa nekje na svojem mestu, tako da vsake toliko, če čas dopušča, jih kaj prelistam. Sem pa napisala svoj prvi roman pri 13 letih, ki pa je bil namišljen umor, ampak tistega nisem objavljala, tisti je ostal za interno uporabo. V kolikih izvodih so dozorevanja ugledale luč sveta in kje je moč pesniško zbirko kupiti? Natančno ne vem, kakšno je število izvodov, to bi pa morali povprašati založbo Kulturni center Maribor, ki je izdala knjigo in oni imajo ta podatek, tako da se tudi pri njih lahko dobi knjiga, drugače dijaki pa jo lahko izposodijo v naši šolski knjižnici Gimnazije Ljutomer. Še misel avtorice na pot pesniški zbirki in prihodnosti. Kdo ve, kaj bo, ne? Ki vivra, vera. Kdor bo živel, bo doživel. Tudi ostali dogodki v sklopu Miklošičevih dnevov so ponudili bogatstvo slovenskega jezika, ki ga je znanstveno utemeljil Miklošič v svoji primerjalni slovnici. Letos bo doživeto v vsej svoji polnosti, od umetniškega do strokovnega jezika, od pogovorne do zborne slovenščine. Spoštovani gledalke in gledalci, hvala, da ste spremljali oddajo Dogodki. Glejte nas znova prihodnjič, ko bo na sporedu nova in sveža oddaja. In ne pozabite, vedno je čas za nov začetek. Lepo vas pozdravljamo.